Kje so tiste nevarnosti, da vam spodleti? Predvsem zatajitev opreme. Bomo pa videli, kaj se bo v bistvu dogajalo pri tistih poznih urah 20, kaj bojo rekle mišice, kite, nohti, te zadeve. Kako poteka samo podiranje rekorda? Plaval bom, v bistvu bom probal vsako minuto 15 preplavati eno dolžino bazena pod vodo na dah. Zdaj bomo ne štartati. Kako so potekale priprave? Ja, priprave so potekale, v bistvu je Sandi že več let pridno trenira, tako da je imel zelo dobro bazično pripravo. Same priprave v bazenu pa so potekale zadnjih 6 mesecev. Stvar je bila enkrat že predstavljena, načeloma je bilo to mišljeno, da bo na Med Cupu v marcu, pa se potem zaradi službenih in vse ostale obveznosti predstavilo na ta čas, kar je bilo verjetno pozitivno, zato ker se je toliko in toliko več treninga še opravilo v vodi. Tisto, kar pa postaja sporno, je pa lahko plavut, ker se počasi je že utrujena, že ima dovolj kilometrov za sabo, tako da, če bo ovira, bo nastala za to plavutko. Ampak kakšna je potem možnost menjave plavuti? Ni, to je specialno za njegove noge narejena plavut, uležana, to so po naročilu monoplavuti narejene, ni zamenjave, da bi zdaj zamenjali za sinhrone plavuti, tako da če se plavut pokvari, je konec. In njegova psihofizična pripravljenost? Ja, psihično stanje, fant je zelo stabilen, tako da v tem delu ne vidim neke ovire. Tako kot sem rekel, lahko kakšne manjše tehnične okvare, potem zrušijo malo to psihično stabilnost, ampak upajmo na najboljše.